kolegi, ki poučujejo na višješolskem centru in kolegi, ki poučujejo na nižji srednji šoli v Antrenko. Tudi tako, bi se lahko tudi mi kot profesori malo bolj povezali in malo bolj tudi mi na višji šoli poznali malo bolj mogoče dijake, nižje srednje šole. Prepustim besedo, da ne bom držal mikrofon tukaj čas. Recimo torej, da večkrat govorimo o prednostih in močeh seveda slovenske višje šole v Italiji, včasih pa pozabimo tudi na nekatere šibke točke, ki so seveda človeške in absolutno normalne. Recimo, katere so te šibke točke slovenskih šol v Italiji in kako bi jih recimo lahko se lotili teh šibkih točk oziroma kako bi lahko tudi marketinško pokazali pozitivno plat slovenskih šol ljudem, ki se sicer ne vedo, kaj bi izbrali, recimo, za nadaljnji študij. Gremo, če ne z te strani. Jaz bi spostavila nekaj, glede, iz te raziskave tudi tako sem videla, da je samo 18% družin, ki ima oba starša, ki govorita slovensko in samo 18% očitno teh otrok govori z obema staršema v slovenščini, nekateri z enim v enem jeziku, z drugim v drugem jeziku. Tako da tukaj po mojem bi morali delati precej na učni jezik. No, tudi to zelo čudno, kadar dijak reče učenec v 3. razredu srednje šole, ne, zame sta slovenščina in italijanščina enaki, potem pa razlog, zakaj si šel na italijansko šolo, ker je italijanščina lažja. Po mojem tega se premalo zavedamo. Ne vem, se mi zdi, da mi bi morali gledati na to populacijo, tudi ki prehaja iz popolnoma italijanskih družin, kot na resurs, kot na en zaklad, kot na en vir, ki je pomemben za naše šole in bi morali gledati na tem, da se počutijo popolnoma vključeni ti otroci, ker jaz vidim, katero dele imajo še na višji srednji šoli, pomeni, da potem so ti dijaki že izbrali slovensko višjo srednjo šolo, to se pravi, da tisti, ki so imeli velike težave slovenščine, verjetno so že šli na italijansko, tako da mi imamo manjši del, samo vsekakor, verjemite mi, imajo kolegi slovenskega jezika, predvsem na splošno vsi velike težave v poučevanju jezika s temi dijaki, ker res imajo manjši besedni zaklad, so še velike težave. Enkrat smo mislili, da mogoče, če končaš nižjo srednjo šolo, potem dovolj dobro obvladaš jezik, da si lahko suveren za življenje. Ni več tako, jaz poznam že bivše učenke in učence, ki so končali nižjo srednjo šolo, po 5 letih si ne upajo spregovoriti v slovenščini. Prav zato, ker nimamo tistega programa ali tiste organizacije, tisto spremljanje, recimo teh otrok, ki so vlagali vsekakor v slovenščino in so se trudili, ker vete, za dijaka, za otroka, ki ne govori slovensko, da se dobijo vse predmete v slovenskem jeziku, potem recimo še doma govori italijansko, mogoče ni vključeno v slovenskem ambientu, je težko imeti šolo, se treba potruditi, samo moramo še bolj, po mojem, mi priznati ta njegov trud in ga ceniti. In potem po nižji 3. šoli v resnici, če je tak velik osip, pomislite, kaj pomeni za vse nas, recimo, če je tak velik osip, 50% otrok, ki konča nižjo srednjo šolo, mogoče se napiše, dobro, da ne bilo boljše, samo recimo na splošno, je velik del populacije, ki ga ne smemo itak zgubiti. Seveda, recimo, naravna pot bi bila ta, da nadaljuje šolanje na slovenskih šolah. Če pa že ne, bi jih morali na kakšen način vsekakor vključiti. Ne vem, po mojem, tukaj bi lahko tudi več, bi bilo treba več vlagati, po mojem, v slovenščino, v jezik, v to, da se čutijo tudi ti otroci, ne vem, lahko bolj vključeni, ampak lahko tudi bolj vrednoteni, za izbiro, ki so jo naredili, ki vsekakor za njih, po mojem, ni bila tako enostavna, samoumevna in lahka. In to se vidi iz 3. srednje potem na višjo.
Ne, po mojem tako, če je jezik težava, potem nadaljujem grem raje na italijansko šolo. Lahko jaz. Ja. Pa si želel? Prosim. Ne, jaz bi potrdila to, kar je kolegica povedala. Gotovo, in to je že danes, ampak na tem bo treba delati naprej, da opolnomočimo te otroke, tudi ki prihajajo iz italijansko govorečega okolja, da jih opolnomočimo v slovenščini. Veliko teh otrok, gledajte, tudi na Laškem, tiste, ki jih imamo v Doberdobu, velika večina ima slovenske prednike, samo da so jezik zgubili. Starši jih upišejo tudi precej prepričano, razlogi so razno razni, ampak recimo, da veliko staršev to odločitev sprejme, kako bi rekla, res tudi nekje čustveno. In šele po letih šolanja, ko so naši sredi, nam to tudi zaupajo. Ravno tako res pa je, da čeprav se te čustvene vezi na jezik in na korenine prednikov zavedajo, ni rečeno, da bodo potem ustrajali tudi na ravni višje srednje šole. Za otroke, ki so z Laškega, ki zahajajo recimo v Doberdob, ni drugotnega pomena to, da se morajo voziti ali v Gorico ali v Trst. In gledajte, ki povezave z avtobusi so en velikanski križ dan danes. Vedo kolegi, vedo, kada pripravljamo urnike, je velikanska težava. Se vozijo tudi po 40 minut iz Tržiča do Gorice, gor in nazaj. Tudi to delno vpliva. Zato tudi nekateri izbirajo Trst, ker je z vlakom več ali manj zamudijo isto, kot zamudijo z avtobusom do Gorice. Vsekakor, poleg tega opolnomočenja v slovenščini, za katerega šola sama ne more delati čudežev, zato mora biti en širši krog, lahko ga imenujemo, kot ga imenoval Pavel Štrajn, izobraževalni sistem Slovencev v Italiji, ali tudi ne Slovencev, če želimo, ki za to skrbi, niso drugotnega pomena, športna društva in so ostalo, torej dela je veliko na veliko področjih. Manevrski prostor je, možno je, ne bo pa ta problem osipa mogoče, po mojem mnenju, iz dneva v dan izboljšati. Lani je kazalo dobro in je šlo tudi precej dobro, letos pri nas ne kaže tako dobro. Tako da imamo zdaj nekaj mesecev dela, ampak ponavljam, z vsako skupino, z vsakim letnikom zna priti do bistvenih razlik. Kljub temu, da se to ne dela zadnje 2 meseca pred upisom, da bo jasno, na tem delamo veliko. Je pa ta uvid, ki je prišel iz raziskave, mi je dragocen, da staršem je prišel nekje v zavest to, da naj ne menjajo, če se hoče naučiti slovenščine, do zaključka prvostopenjske srednje šole. Tu smo mogoče tudi mi malo krivi na prvostopenjski, ker ob upisu vedno rečemo, ker starši nekateri reče, ja, jaz ga upišem zdaj na osnovno, potem bomo videli, ne. Mi smo do zdaj nekje, naša napotnica je bila vsaj do 3. nižje. Sedaj bomo morali spremeniti to v smislu, kar je tudi prav, ne, ker kot smo prišli do zaključka, ko zaključi 3. razred prvostopenjske srednje šole, ne obvlada v celoti jezika slovenščine. Tako da je prav, da začnemo že od vrtca gor staršem nekje na dušo polagati, da če sprejmejo, izberejo to pot, je prav, da gredo do konca. Čeprav ne bo veljalo za vse. Ja, jaz kot Benečan, prvo stvar bi rekel, da 40 minut ni nič, ne, za Benečana, ne, torej, no, ne, ampak ne glede na to, ne, se lahko potrudimo, ne, in seveda, eden od problemov, ne, tako, da povem nekaj tudi o
u nas ne, je še vedno povezava. Ne. In Petra, verjamem, da veliko več učencov bi prišlo v Gorico in moramo delati tudi na tem. Ne. Ni veliko šolske populacije, tudi v Špetru, ne, in saj delamo tudi na tem. Ne. In mislim, da v zadnjih letih smo imeli, res smo se potrudili in navezali stike in tudi se tako zmislili nove načine, ne, povezovanja med šolami. Ne, in mislim, da se da to izgovor. Jaz bom pa malo proti toku, prav glede, ne. Je res, da problem slovenščine obstaja, če kvalitete slovenščine obstaja, ne. To je jasno vse. Ampak smo tudi videli, da potem ni da vpliva toliko, no, pri izbiri više šole, no. In še jaz bi dodal, da tudi ti, Sonja, mama gre v zadnjih letih, ne, ampak si vedno prisotna na izpitih, ne, in slišimo malo vse te nove maturante, te male maturante. In ne vem, če danes, ne, v tej družbi, ki tako, recimo, se spreminja tako hitro, ne, je pač res, da najboljša slovenščina je tista pripadnikov slovenskih družin in nemešanih zakonov ali celo italijanskih. Mislim, da je vedno več primerov, nasprotnih primerov. Ne, je bolj odvisna od učenca, ne, koliko se trudi, koliko, ne, potem je res, da se zakladno, da ne, je bogatejši, no, pri določenih učencih, ki slišijo, imajo več priložnosti slišati slovenski jezik, pa pri tem je tudi važno, ne, v katerih okoljih potem doživijo, ne, ostali del dneva, ne, in zato pride res, ne, je zelo važno tudi, ne, ta strategija, o kateri je govorila Kristina prej, ne, in kaj ponujemo, ne, tudi izven šole, ne. Tako da, mislim pa, ne, da je to povezovanje z višjo šolo, kar se tiče prav, no, usmerjanja, se lahko, no, izboljša. Da sem to reči še eno stvar, zdaj se ne spomnim, ampak ker bom predam besedo, Je res, da ko pridejo učenci? Ne, čakaj, zdaj se spomnim. Ne, je prav ne oprid višji šoli, ne, ker prej se govorilo, kako ne, da niso bili nekateri zadovoljni s predstavitvijo šole, s temi staži, ki jih imajo, ne. Ampak je tudi odvisno, kako je resna šola, ki se predstavlja, po mojem. Ker nekateri predstavljajo šolo, ki ne obstaja. Drugi pa so bolj, no, korektni in rečijo, gledajte, tukaj je pač, je tako, ne, in boste ne, doživeli, ne, take ure in take, no, kar potem, no, se dogaja tudi na tistih šolah, ki se predstavljajo, ne vem, na kak način, spektakularno. Je res, da ko učenci pridejo na dejavnosti za usmerjanje, zlasti ko so z dijaki, ki obiskujejo višje razrede, brez težav, rečejo, da jih slovenščina straši. To ja. In zaradi tega so tudi zelo, je pomembno, ko naši dijaki, ki prihajajo iz italijansko govorečih družin ali iz pretežno italijanskega govorečega okolja, in oni predstavijo lastno izkušnjo, kako so prebrodili te težave iz 1. do 3. ali 4. letnika. In tudi na dnevu odprtih vrat starši iz italijansko govorečih družin iščejo nekako zagotovila, kako se bo otrok spopadal, znašel, uspel, ne samo pri slovenščini, ampak tudi pri drugih predmetih, zlasti pri
predmetih, ki so specifični za smer, torej govorimo o specifični terminologiji, o strokovni terminologiji, ki je v slovenščini. Strah je ta, bojazen je ta, kdo jim bo sledil, kdo jim bo pomagal in nekako iščejo zagotovila ali pomoč tudi iz tega vidika. Malo me tudi prestražil podatek, ki ga je predstavila prej Maja in ki mislim, da ga je veljavno tudi upoštevati pri usmerjanju o doživljanju pritiska. Je bilo rečeno prej in me je res tako, čeprav vem, poznam, je šlo za kvalitativno raziskavo, ker ne gre posplošiti rezultate na celotno populacijo, velja samo za izbrane primere, ampak to je bila vedno moja bojazen, ko se je govorilo o usmerjanju, ko pač učencem je zelo priporočeno in prav izrazito in rečejo, da se morajo pisati na slovensko šolo in moramo paziti na te pritiske, po mojem, ker to je tisto, kar lahko tudi odvrača potem bodoče učence, ki bi bili lahko tako uspešni in pridobili marsikaj tudi če nadaljujemo šolanje na slovenski šoli, v šoli s slovenskim učnim jezikom. Torej, tako še zadnje vprašanje, tako da se ne bomo predolgi in tudi, ker so že kolegi, profesori in ravnatelji odgovorili že na marsikatero vprašanje, tako da bomo še na kratko, tako malo hujše da reki, da se vključimo na lepši način. Torej, ali slovenski jezik je seveda tista specifika, ki še najbolj opredeljuje naše šolstvo, ne? Torej, je danes ti dijaki še jemljajo slovenski jezik kot vrednoto ali jemljajo oni slovenski jezik recimo le kot dodaten jezik, ki se ga učijo na šoli in samo izbero, da se bodo šolili v tem tujem, dodatnem ali drugem jeziku? Mislim, da zelo različno doživljajo dijaki jezik, slovenščino kot tak. Tu se gre po eni strani, kako se otrok s slovenščino sreča od vrtca navzgor. Bistveno je tudi, kako slovenščino doživlja družina in okolje, v katerem se otrok premika. Za otroka, in tako je tudi prav, so najvažnejši starši, gotovo. Če je za starše, to opažamo pri majhnih otrocih, ko so pač pridejo v vrtec, ko ne znajo jezika, če je za starše pomembno in da znajo pravilno motivirati otroka, seveda je tudi za otroka slovenščina potem pomembna. Drugače pa drugače, to gotovo. Zelo pomembno je, kako doživlja učiteljico, kako doživlja vzgojiteljico, kako doživlja prostor. Kaj zahtevamo? Po mojem, včasih mi pravijo, da sem preostra pri tem, ampak pogovorni jezik v slovenski šoli v vrtcu navzgor mora biti slovenščina, ne zato, ker naučimo drugih jezikov, ampak zato, ker drugače se je ne bomo naučili. To je treba vrednotiti, slediti in je včasih res težko delo, ampak vidim velike razlike pri tem, kako smo v nekaterih razredih uspešni pri tem ali pa manj. Torej, eno zavestno spremljanje, nagrajevanje, spodbujanje in tudi ocenjevanje napredka jezika, vedno s pozitivnim pristopom, jasno povedati družinam, ki si tudi pričakujejo od naše šole, da se jezika naučijo, potem pa, da jezik ni samo učni jezik, ampak da postane tudi jezik odnosov in jezik čustev in jezik branja. Zato je treba veliko stalnega dela. Zato se moramo mi stalno izobraževati, iskati nove poti, ker otroci so zelo različni, od smo bili mi otroci in pristopi, ki so nekoč veljali, mogoče ne veljajo vedno. Bistven pa je čustveni pristop, ne? Torej, pedagoški eros mora biti, če ga ni, ga ni. To je zelo pomembno. Ja,
recimo, po mojem se družine premalo zavedajo, koliko možnosti odpira znanje slovenskega jezika. Ne samo, recimo, ker slovenski jezik, kot vsak jezik, je recimo način, kako komuniciramo, en dodaten. Ampak ne gre samo za sporazumevanje, gre tudi za razumevanje, ker dodaten jezik ti pomaga pri razumevanju in drugih stvari. Tudi jaz pogrešam magari latinščino na znanstvenem, ampak jaz, ki sem obiskoval italijanski znanstveni licej v Čedadu, potem na koncu sem pogrešal tudi grščino. Vsak jezik, dodaten jezik, potem ti daje eno prednost. In daje prednost, ne samo pri študijih, ampak tudi se prida potem na delovnem področju. Koliko je v kanadskih dobrinah, koliko ljudi se opredeljuje, ne glede na to, če je slovenska, italijana, za nemščino, ker vidi več možnosti dobiti službo v Avstriji. Gotovo dijakom, ki ni slovenščina materin jezik oziroma ki je drugi jezik ali ki je jezik šolanja, je treba predstaviti šolanje v slovenskem jeziku kot dodana vrednost, kot nekaj, v kaj bodo lahko tudi v bodoče investirali.